Vprašanje glede STA-ja po vseh teh mesecih še vedno ni rešeno. Danes je bil prekinjen tržni del pogodbe, javni del še vedno ostaja brez financiranja, čeprav je to jasno zapisano v 7. protikoronskem paketu. Kaj pravite najprej kot poslanec, potem pa kot predsednik državnega zbora na to očitno nespoštovanje zakonodaje? No, kolikor je meni znano, so nekatere obveznosti za nazaj poravnane. Mislim, to je dejstvo, da je država dolžna zagotoviti primerno financiranje Slovenske tiskovne agencije na način, da ta nemoteno deluje. Jaz mislim, da mora vlada oziroma v njenem imenu narediti vse, da je temu tako. V državnem zboru smo v PKP 7 res na pobudo poslanske skupine SMC vnesli dodatno določilo, ki rešuje financiranje v tistem času za nazaj, pa potem tudi za naprej za leto 2021. Jaz mislim, da so izpolnjeni vsi pogoji, sicer je to, nek žalosten trenutek, ampak vendarle, da Slovenska tiskovna agencija svojo pravico išče tudi pred sodiščem. Tako da pravna podlaga je, če vlada in STA tega nista sposobni spora rešiti sami, nek miren način, potem verjetno STA ne preostane drugo. Kot koalicijska stranka SMC naredili karkoli? Jaz mislim, da več kot politika dela po STA-ju, da slabše je. Jaz mislim, da je prišlo do trenutka, da zadevo reši sodišče, če politika tega ni sposobna. Glede, seveda sem osebno zelo razočaran, jaz sem tudi član odbora za kulturo in smo vesta čas se borili za to medijsko zakonodajo. Mi smo vse skozi, če se vam je znano, smo poslanci stranke Desus že v začetku planirali te medijske zakonodaje in smo takrat uspeli, da smo šli naprej. To je nas veliki dosežek, se za mence tako zdi. Slovenska tiskovna agencija pa je bila več čas pač neka stvar z obeh posameznikov, ki so hoteli na tem segmentu naše družbe se lomiti kopa. Zdaj, zakaj to delajo, zakaj to delamo, ne vem. Skratka, posebno sem prepričan, da Slovenska tiskovna agencija je edini medij, pa eden redkih medijev, ki še koliko enakomerno obvešča. Da bodimo levo, bodimo desno, skratka, mislim, da smo osebno zelo tak, bom rekel, 100% da boljšega medija uravnoteženega v Sloveniji. In mi smo, če veste, v zakonu protikoronskem 7 je državni zbor sprejel jasen zakon, ker je zapisano, da se Slovenska tiskovna agencija financira tudi v leto 2021 na podlagi tega sklepa. Mi smo takrat izrecno rekli, da dejansko ni potrebno, da imajo pogodbo, ker je to bilo rečeno na osnovi poslovnega rezultata STA in pa njihovega nadzornega odbora smo v državnem zboru sprejeli sklep, ki bi ga morala vlada ukupno upoštevati. To smo recimo zelo razočarali, tudi ogorčeni, da zakonodajno vojne oblasti, kar je parlament v Sloveniji, nima takšne moči in takšne veljave, da bi posamezniki, se pravi vlada in pa ne predstavnik UKOM, to upoštevali. Tako da se zopet na tej osnovi zopet lomijo kopijo in da si drugemu govorimo, kdo je zdaj, se pravi, kdo je bolj močen. Jaz mislim, da bi zakonodajno vojne oblasti parlament moral biti tak močen tudi na zunaj, da bi se vedlo, če on nekaj sprejme, se to mora izpolniti. Kaj vam sploh še v tem državnem zboru ostane? Nam ostane to, kar delam sedaj. Se pravi, da smo tudi pripravljeni izjavo in da smo poslanske skupine, ki se s tem ukvarjamo, ki mislimo in ki tudi vemo, da je tako prav, da je treba Slovenska tiskovna agencija, ki je bila ustanovljena od vlade Republike Slovenije leta 91, 92. To je taka stvar, ki smo jo Slovenci želeli imeti, da bo se naven in tudi navzotraj objektivno poročalo. In jaz sem prepričan, glede na moje leta, da je to dobro delala in da to dobro dela še zmeraj naprej. Zdaj so pač neki interesi, tudi meni interesi, recimo, obeh direktorjev, niti ne zanimajo, da se zmenijo, ampak dejstvo je, da je STA ustanovljen od vlade Republike Slovenije in da po zakonodaji, ki je zdaj sprejeta, se pravi PKP 7, zakon, ki mora sedeti in se mora financirati STA tudi v letu 2021. In tega se ni zgodilo, zato recimo bomo pač z temi ukrepi, s temi akcijami, z oglašenjem, vse skozi se naprej delali, da bomo to uspeli. Upamo, da bomo uspeli, če ravno vidim, da
govorijo nekateri, da se ustanavlja sporedna tiskovna agencija. Mislim, te ne dajem velike veljave, dokler ne bo ustanovljena. Skratka, moramo skrbeti, da bo ta ostala in da bo se tu gradil naš slovenski imidž v Nidomozvedu.